Najlepša hvala, podpredsednik, kolegice in kolegi. Res je, da odloka, ki je danes pred nami, tukaj sploh ne bi smelo biti. Človekova pravica, pravica vsakega posameznika in prav nihče nima pravice posegati v to. Nihče. Ne poslanci, ne ustavni sodniki, nihče. Mi trije kolegi v naši poslanski skupini smo prvič, ko smo glasovali o referendumu, glasovali po svoji vesti in pri polni zavesti. Po svoji vesti in pri polni zavesti. In 5 ustavnih sodnikov tega pač preprosto ne more spremeniti. Ne gre zanemariti dejstva, da so 4 ustavne sodnice, ne vem, slučajno, zato ker so ženske, glasovale drugače. Se pravi, se strinjajo z našo odločitvijo. In spoštovane kolegice in kolegi, danes boste odločali o tem, da bo na referendumu večina odločala o manjšini oziroma bo večina odločala o pravici manjšine. In to je, ne samo skladno z ustavo, ampak preprosto tako je nedopustno. In tisti, ki pravite, da v Državnem zboru zastopate liberalno-socialne vrednote, jaz mislim, da je čas, še čas, da razmislite, če je prav, da boste ta odlok, ki je danes pred vami, podprli. Niso dovolj besede, da tako preprosto ne gre, ampak vaš pritisk na gumb bo referendum omogočil. Se pravi, boste glasovali za in to potrdili. Tako to je, spoštovane kolegice in kolegi, ki zagovarjate liberalno-socialne vrednote. Mi trije bomo, tako kot prvič, glasovali po svoji vesti in skladno z ustavo, ki pravi, da je poseganje v človekove pravice nedopustno. Na žalost, mislim, da se bo stvar obrnila drugače, da bo na referendumu večina odločila o pravicah manjšine. Upam pa, da velika večina Slovencev želi naprej, želi napredno Slovenijo in bo to na tem referendumu, ki ga še vedno lahko sicer preprečimo, glasovala tako, kot je prav. Hvala lepa.